Ministrstvo za kmetijstvo je letos pričelo splošno promocijo, s katero želijo informirati potrošnike o prednostih lokalno pridelane hrane, osveščati o načinih pridelave in predelave, spodbuditi sodelovanje pridelovalcev in živilsko-predelovalne industrije, vzpostaviti shemo kakovosti in enostavno označbo hrane iz naše bližine. Označba kakovosti bo nadgradnja celotnega projekta in bo zaživela leta 2014. Aktivnosti za promocijo lokalne hrane so strateško in dolgoročno zasnovane, saj želijo z njimi ohraniti slovensko podeželje, slovenskega kmeta ter nam zagotoviti zdravo in kakovostno hrano. V sklopu promocije lokalne hrane je Ministrstvo za kmetijstvo pod okriljem ministra gospoda Dejana Židana v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci hrane organiziralo dogodke, na katerih kmetije odpirajo svoja vrata. Tokrat so potrošniki lahko pobližje spoznali kmetijo Zalar z Drenovega Griča blizu Vrhnike. Prepričali so se lahko o dobrih okusih in lepem izgledu doma pridelane zelenjave ter občutili domačnost na slovenski kmetiji. Več o kmetiji pa je povedal tudi lastnik kmetije, gospod Marko Zalar. S to pridelavo smo se pričeli ukvarjati v bistvu že leta 90 za hobi. Zadeva se je začela odvijati in tako smo začeli s to pridelavo. Najprej po majhnih korakih, potem malo večji koraki, tako da zdaj pa živimo od tega. No in zdaj imate dejansko že kar nekaj rastlinjakov. Koliko rastlinjakov, pa zakaj rastlinjaki? Ja, imamo tam približno 20 arov pokritih površin. Rastlinjake imamo pa zato, ker se lažje prilagodimo sezoni. Pač v poletnem času je zelenave na pretek, tudi ljudje imajo sami po svojih vrtovih. V zgodnem pomladanskem ali zimskem in pozno jesenskem času pa zelenave ni na razpolago in mi se pač prilagodimo tako, da imamo to zelenavo sezonsko v rastlinjakih in s tem tudi lažje pač se odzivamo na potrebe na trgu. Tako da imamo recimo v zimskem času posejemo motovilec, pa pač tele solate se zdaj sadijo za pozno jesensko obdobje, kakšna rukola, mlada špinača. V januarju, februarju te rastline poberejo, se pa pač spet začne spomladanska solata, pa drobnarije, berivka, redkvica, mlada špinača. Potem, ko poberemo te kulture, grejo pa poletne kulture, so pa paradižnik, paprika, kumare in take stvari. Tako da imamo izkoriščeno zadevo preko celega leta. Kako pa prodajate? Ali hodijo ljudje k vam na dom? Ja, v bistvu naše njive so ločene od hiše, tako da imamo pač te rastlinjake, mi rečemo, pač smo na njivi in tukaj imamo prodajo direktno na njivi. 3-krat na teden imamo pa stojnico na Vrhniški tržnici, ki je zdaj uradna od 1. marca naprej in pač veliko te zelenave pač prodamo na tržnici na Vrhniki. Koliko ljudi pa dela na tej vaši kmetiji, poleg vas še? V glavnem žena pa jaz, pa pač občasno pač dobimo nekoga, da nama pomaga po letu, ki je več dela, pa tudi otroci pomagajo. Tako da se pač razporedi, ker delo je tako, danes je, jutri ga ni, ali pa 2 dni je malo več dela, posebej poleti, ko je plevel, je treba, pač mi plevel saniramo ročno z motiko, ne škropimo s herbicidi, tako da je takrat v sezoni, ko je pač to, so pleveli zelo intenzivno raste, je treba biti kar hiter in jih sanirati, če češ, da lahko predelaš normalno robo. Bi šli še kdaj v službo ali radi delate na zemlji? Vam je zdaj dejansko to delo na zemlji postalo mogoče tudi kakšen hobi ali pa veselje? Ne, jaz ne bi zamenil za službo, ker če bi ljudje vedeli, bi šli nazaj na kmetije, vsi, kjeri so zapustili kmetije. Sam seveda, začeti je težko. Sej potem, ko stvar začne delovati, potem ni problema, ampak štart je problem. Je pa sigurno delo v naravi veliko manj stresno, kot pa delo kjerkoli druge. Kaj pa recimo sami rastlinjaki? Je to velika investicija? Je to na začetku bil morda problem, da ste lahko začeli s pridelavo ne samo za družino, ampak dejansko tudi za trg? Ja, je bil problem. Je bila kar taka šokantna investicija takrat v štartu, ko nimaš tudi proizvodne še velike in smo par let je bilo kar tako na tenko vse.
Ampak zadeva se je začela dogajati v pravo smer in zdaj pač je rešen problem. Ne. Kako pa je recimo tale vaša kmetija oziroma prodaja prav tu, konkretno na tej kmetiji odprta? Vas lahko ljudje obiščajo kadarkoli? Ja, mi smo v bistvu praktično cel dan na njivi. Vzamemo si čez dan 2 ure pauze, od 12 do 2 zapremo, zato ker pač je hiša pač od strano tukaj in pač greva ženo domov na kosilo. Tako da v bistvu smo pa na razpolago pač dejansko od jutra do večera. No. Problem Slovenije je to, da je premalo pokritih površin. Kmetje bi mogli malo več korajže imeti, pa si ustvariti več pokritih površin, pa bi bila tudi oskrba bogatejša, daljša sezona bi bila, tako da bi pač na račun pokritih površin bi Slovenija rešila ta problem. To je problem zelenave, ker govedoreja pa mlekarji pač niso tak problema. Ne. Problem je zelenava, ta je pa pogojena s pokritim površinama. Ne. Kako pa gnojite? Ja, gnojimo v bistvu v glavnem že kar organsko, pač kupujemo te briketiran hlevski gnoj. Tle v rastlinjakih pa tudi dodajamo pač te mineralna gnojila, ker če hočemo pač en določen pridelek spraviti gor, pač je treba še nalj dodati, ker brez ne gre. Kar se pa vitaminov tiče, tukaj je pa dejansko to, kar se pri nas dogaja. Ne. Roba je prodana praktično takoj, ko je odrezana. Ne. Ni v bistvu skladiščenja, razen pač teh zimskih stvari, kar damo v zalogo, to kolerabo, repo, črnoredko, korenje, to se pač skladišči, pozimi pač v hladnih prostorih, mi hladilnice nimamo, dočim, kar je pa ostale zelenave, se pa tako sproti sveža proda. Dnevu odprtih vrat na kmetiji Zalar sta se pridružili tudi gospa Adriana Bezeljak in gospa Saša Bela iz Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Obiskovalcem kmetije sta predstavili tudi prednosti lokalno pridelane zelenjave. Septembra in oktobra zelo intenzivno delamo na teh promocijskih aktivnostih. V bistvu po celi Sloveniji potekajo dnevi odprtih vrat, kjer imajo pač potrošniki možnost, da pri kmetovalcih, zadrugah in živilsko-predelovalnih obratih preverijo, na kakšen način se prideluje slovenska hrana, predeluje slovenska hrana, in v bistvu vzpostavijo to zaupanje, ki je potrebno za to, da se tudi potrošnja nenazadnje poveča. To je tudi namen pravzaprav te akcije, vse pa s ciljem, da se na koncu poveča ta lokalna samooskrba oziroma nacionalna samooskrba s hrano, ki je po nekaterih področjih še precej nizka. Začeli smo na potrošnikih, vidimo pa še veliko možnosti pri promociji hrane oziroma potrošnje lokalne hrane pri institucionalnih odjemalcih, to so vrtci, šole, kjer je problem, da vrtci, šole ne najdejo zadostnih količin za, permanentno oskrbo z lokalno hrano. Tako da vse te segmente bomo pokrivali z promocijskimi aktivnostmi, bomo nadaljevali. Sploh to moram še povedati, v sklopu zakona o promociji, ki je pripravljen oziroma ki je uveljavljen na Ministrstvu za kmetijstvo, bojo tudi sami proizvajalci prispevali v to promocijo. In jaz verjamem, da se skupnimi močmi bomo premaknili nekaj na tem področju. Jaz bi pa še resnično povabila, te akcije se ne bojo ustavile z oktobrom. Vaši gledalci naj obiščajo to našo spletno stran lokalna-kakovost.si. Tam je vsa ponudba, upam, da jo bo skozi več lokalne hrane, in se lahko z sami ponudniki direktno dogovarjajo o obiskih, o nakupih in tako dalje. Dobre zgodbe so lahko motivacija za tiste, ki bojo šele začeli s tem poslom. Zgledi zmeraj vlečejo. Varstvo okolja in zaščita naravnih virov postajata vse bolj pomembna, saj moramo zaradi narave same, predvsem pa tudi zaradi nas prebivalcev, v naši deželi razmišljati trajnostno.
Kratke transportne poti in posledično nizki ogljični odtis pa prispevajo k varovanju okolja. Slovenski kmetje proizvajajo hrano, ki je bolj sonaravna, prav tako so bolj previdni pri uvajanju novitet. Kakšne so prednosti pridelave, torej v Sloveniji pridelane zelenjave in doma pridelane zelenjave? Transportne poti so občutno skrajšane, tako da v bistvu se s tem poveča tudi sama kakovost zelenjave. Torej ta transportna pot od same pridelave do neposredno potrošnika je veliko krajša, zato zelenjava ne potrebuje dodatnega tretiranja za dodatno obdelavo, ki podaljša obstojnost same zelenjave. Potem na ta način lahko povečujemo tudi samooskrbo v Sloveniji, ki vemo, da je eden izmed ključnih ciljev Ministrstva za kmetijstvo do leta 2020, saj smo si zastavili v bistvu zelo visok cilj, da dosežemo stopnjo samooskrbe do leta 2020 kar 60%. Trenutna samooskrba znaša samo 34%. Tako da to smo zelo na nizki ravni. Tako da v bistvu ministrstvo tudi podpira tovrstne akcije, saj na ta način bomo lokalno pridelavo povečali, bolje bomo približali samemu potrošniku, tako da se bo potrošnik prepričal, da bo znal ločiti, kaj je kakovostna zelenjava, bolj zdrava zelenjava z večjo vsebnostjo vitaminov, kot je pa tista zelenjava, ki je pripeljana z daljših poti. Prednost lokalno pridelane zelenjave je tudi v tem, da se v glavnem pobira v užitni zrelosti, medtem ko zelenjava, ki prepotuje dolge poti, se obira v času tehnološke zrelosti oziroma še prej. Poleg tega jo je potrebno potem, kot že rečeno, obdelati z dodatnimi kemikalijami, voski, konzervansi in drugimi sredstvi. Kmetija Zalar že vrsto let prideluje zelenjavo v lastnih rastlinjakih. Sami od sebe so preizkušali, ugotavljali in se tudi naučili, katere sadike prinašajo več pridelkov in katere so bolj kakovostne in trpežne. O doma pridelani hrani, ki je bolj primerna in bolj ustrezna, še posebej pa v prehranjevanju sezonsko pridelano hrano, so spregovorili tudi udeleženci, ki so z veseljem vstopili skozi na široko odprta vrata kmetije Zalar. Zakaj ste danes prišli na to kmetijo? Zaradi tega, ker doma sicer nimamo velikega vrta, ampak želeli bi z tega kaj več morda potegniti, kot pa trenutno uspemo. Razmišljamo tudi o manjšem rastlinjaku ali topli gredi ali kaj podobnega in nas zanima, kaj pravzaprav je možno narediti. Zakaj pa se vam zdi, recimo, da je dejansko doma pridelana hrana toliko boljša, da je vredno ne nazadnje tudi iti v investicijo, tako kot pravite, postaviti ali manjši rastlinjak ali toplo gredo? Torej tista, ki je res doma pridelana, to se pravi na domačem vrtu, njivi in tako naprej, je gotovo predvsem to, da je sveža, da ima manj logističnih mučenj za seboj in pa seveda, da veš približno vsaj, kaj je. Gospa Jožica Mavčec-Zakotnik, doktorica medicine, specialistka, je spregovorila o zdravju in vitalnosti, ki sta dokazano povezana tako z zdravo prehrano, kot tudi zdravim življenjskim slogom. Mi želimo, da se podeželje razvija, da se ohranja podeželje, da kmetje ne životarijo, ampak da se pravi se poišče razvojne možnosti tudi v kmetijstvu. Jaz mislim, da takih možnosti za lokalno trajnostno oskrbo, za kratke verige in za zdravo prehranjevanje, kot pri nas nimajo nikjer v Evropi. Samo to je treba zdaj uresničiti, pa spraviti prakso. Vse skozi pa seveda že porabnike oziroma javne zavode spodbujamo k temu, tako preko smernic za zdravo prehranjevanje, ki tudi pravzaprav usmerjajo šole, vrtce oziroma sistem v naročanju, da v javno naročilo navedajo, da mora biti živila, hrana mora biti sveža, da ne sme več kot toliko potovati, se pravi, da ima karakteristike kratkih verig. Lokalna trajnostna oskrba se spodbuja na drugačen način in pravzaprav take priložnosti nimajo druge države, kot jo imamo mi, da bi imeli pravzaprav javni zavodi
a priori zagotovljeno prehranjevanje v šolah. Recimo, sploh v skandinavskih državah ne vrtci, ne šole nimajo organizirane prehrane in se otroci v vrečkah, v paketkih nosijo hrano s sabo. Tako da mi imamo res neverjeten potencial. Se pa, ne vem, nekatere druge sosednje države, Avstrija, Italija, imajo pa seveda veliko večji delež recimo ekološke pridelave hrane kot pri nas. Lokalna oskrba se pa seveda nekako spodbuja tudi v drugih državah, vendar tako organizirano preko javnih zavodov, šol, vrtcev, bolnišnic, pa ne toliko kot pri nas. Vsaj preko šol in vrtcev, ker nimajo organizirane prehrane. Bolnišnice, domovi za starejše pa seveda so tudi priložnost v drugih državah. Kakšen interes pravzaprav imamo, da izkoristimo te optimalne potencijale za to, da lokalni pridelovalci imajo sigurno zagotovljen trg, ker to je zagotovljen trg. Po drugi strani pa, da res lahko v šole in vrtce pripeljemo kakovostna, zdrava živila, brez onesnaževanja okolja in potovanja nekega jogurta tisoče in tisoče kilometrov, sadja, ki je zaradi shranjevanja in prevoza ne vem kolikih kilometrov že zdavnaj izgubilo na tisti kakovosti, ki bi jo lahko imelo, če bi prišlo recimo iz sosednjega vrta. Seveda se slovenski potrošnik bolj in bolj zaveda, da hrana, ki jo pridelamo doma, ne more biti tako poceni, kot so lahko živila iz intenzivne pridelave, ki pridejo na trgovske police iz tujine. Zato, ker se zaveda, da je sveža zelenjava tudi bistveno bolj zdrava in hranilna, kot zelenjava, ki je prepotovala tudi do 1000 kilometrov, je vse več takih, ki so pripravljeni za slovensko kakovost malo globlje seči v mošnjiček. Raziskave jasno kažejo, da imamo v Sloveniji 32% takih potrošnikov, ki so absolutno naklonjeni slovenskim proizvodom. Pri nakupu je tej skupini najpomembnejša kakovost izdelkov, če vzamemo za samoumevno, da pričakujejo tudi v predelanem izdelku domačo surovino. Več bo dnevov odprtih vrat, več bo kmetij, ki bodo znale svoje izdelke ponuditi potrošnikom, cenejša bo v Sloveniji pridelana hrana, ki bo vedno bolj izpodrivala cenene in manj kakovostne uvožene izdelke. Sveža, lokalno pridelana zelenjava in sezonsko sadje so zagotovilo, da bomo na krožnikih ponudili varna, dobra in okusna živila, ki nam bodo zagotavljala vse minerale in vitamine, ki jih telo potrebuje, če naj ohranja zdravje in vitalnost.